Foxnerja spet ni. Jaz pa sem naveličan iskanja. Si za to, da mu nastaviva vabo, ki ga bo primamila nazaj. Kaj? Vabo? Ja, en velik masten tunin sendvič. Je v shrambi še kakšna pločevinka? Že drugo ne. Vse si pojedel. Foxnerja morava priklicati kako drugače, veš? Okej. Lahko se začneva dreti kot jesiharja. Pripravljen? Ja. 3, 4, Foxner! Šment, kje neki je? Ja, očitno je že v Narodni galeriji, veš? V galeriji? Sej tam se lahko še izgubi v množici. Za njim moraš. Čakaj. Tukaj imaš zemljevid, s katerim se boš boljše znašel. Kakadudujeva zamisel z zemljevidom, s katerim bom našel Foxnerja, se ne obnese. Ne samo, da ne najdem pobeglega lisjačka, še sam se izgubim. Brez glavo tekam naokrog in zatopljeno iščem Narodno galerijo. Ko bi bil tu vsaj Kakadudu, on bi morda vedel, kam naj zavijem. Tavam po mestnem parku in sprašujem redke mimoidoče, ali so morda videli rdečerepega pirata. Oni pa me samo čukasto gledajo in se delajo, da prvič slišijo zanj. Gospa skoraj pade s kolesa, ko jo prosim, naj mi pokaže najkrajšo pot do Narodne galerije. Kakorkoli že, po večurnem iskanju se mi končno nasmehne sreča. Sem že mislil, da sem se izgubil, ampak tu lepo piše Narodna galerija. To je to. Seveda. Častitljiva stavba je narisana tudi na mojem zemljevidu. Foxnerju je zagotovo popihal tja. Se tam hranijo slike Ivane Kobilce. V bližini je vhod, kjer je robovodnjak. Kakadudu, to pa ne bo držalo. Robovodnjak stoji pred magistratom, to pa je na povsem drugi strani mesta. A ja, tisti ni pravi. A ja? Pravi je ta, ki stoji v predverju Narodne galerije. No ja, kakorkoli že, mislim, da sem našel še en vhod. Pa res, tu stoji robovodnjak. Ta stavba je tako velika, da bi se še sam zgubil v njej. Samo še Foxnerja moram poiskati, samo še Foxnerja. Živi roba! Halo? Ja, Kakadudu. Kako to misliš izginila? Kakadudu, Ronja se ne more kar tako izgubiti v galeriji, no. Ja, sej že iščem, no, sej že iščem. Zdaj pa še to. V Narodni galeriji se ne izgubi samo Foxner, ampak tudi mala deklica. Ime je Ronja in starši je prišla na ogled znamenitih slik. Medtem, ko so odrasli zatopljeno občudovali umetnine Ivane Kobilce in drugih pomembnih slikarjev, je nenadoma izginila. Poiskati jo moram. Otroke, ki se sami znajdejo sredi neznanega prostora, pogosto zajame panika. Foxner, tukaj ste. Iščem vas že celo večnost. Imate vi morda kakšno novico o Roni? Pa Foxner, pa zakaj bežite? Pa kaj je z vami, no? Foxner! Da Ronje ni kdo ugrabil. Sam brez panike, Pepe, sam brez panike. Začenja se temeljita iskalno-reševalna akcija, na čelu katere je sloviti detektiv Ribič Pepe in njegov sloviti pomočnik Foxner. A ja, ki pa je Foxner? Foxner! Foxner!
Ronja je približno takole velika, veste? To je pa Ivana Kobilca. Ja, res je. No, veste, Ronja je po mojem mnenju že čisto upana, objokana, prestrašena. Veste, jaz sam upam, da ve, da ne sme klepetati z neznanci, še manj pa privoliti v to, da jo odpeljejo domov. Ja, poiskati mora varnostnika ali hosteso in prositi za pomoč, predvsem pa naj se zadržuje tam, kjer je veliko ljudi. Ja. Veste, kaj jaz bom kar njene starše poklical? Ja, kako neh pa pokličem, če nimam njihove telefonske številke? Ste vi gospa hostesa? Ja, sem. Izvolite. Živjo, Pepe. Živjo. Veš, malo sem se izgubila, ampak sem se hitro znašla. Ja, s seboj ima kartonček, na katerem so vsi podatki, ime, priimek, telefonski številki njenih staršev. Jih bom kar poklicala. Okej. Bravo, to je pa izvrstna ideja. To si pa velja zapomniti. Foxner, predlagam, da ima vsak otrok, ko gre od doma, takle kartonček v žepu. No, kakorkoli že, jaz mislim, da je naša reševalno-iskalna akcija uspela in da smo si vsi skupaj zaslužili eno nagrado. Pesmico in ples. Ja. Vi ne greste z nami? Veste, naše plesne žurke so the best. Joj, nimam časa, se razumete, služba pa to, da ne morem. No, ko smo že pri vaši službi, a vas lahko nekaj vprašam, a bi se dal takole, da bi zraven Ivane Kobilce obesili tudi kakšno mojo sliko? Veste, jaz sem en tak slikar, a ne? Pa bi ne bi šlo. No, recimo, da se naveličate te vaše stalne zbirke, ne? Pa bi priredili eno razstavo Ribiča Pepeta. Veste, jaz znam portretirati, sem narisal Kakadudoja pa Foxnerja, pa stripe znam risati. Joj, žal ne gre to tako preprosto, ni to tako, ne bo šlo. Ja, nič, otroci, a gremo plesati? Veste, se nam že malo mudi, me otroci že nas ne počakajo. Okej, kartonček, to je pa dobra stvar, mislim. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri, take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri, take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Koliko je ribič Pepe star? No, koliko je star, Razume se na vsako stvar. zato je Pepe superstar. No koliko je ribič Pepe star? No, koliko je star, jaz vem, koliko je Pepe star. Ribič Pepe je star toliko kot zvezda, zato je Pepe. Superstar, naš Pepe res je superstar. Superstar, naš Pepe res je star. Ribič Pepe, pridi z nami, bomo se igrali, take igre kot takrat, ko ti si bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri, take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri, take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko svet je bil še mlad, ko svet je bil še mlad. Pa smo ga premagali, strah pred tem, da se izgubimo v javnem prostoru. V množici se kaj hitro lahko zgodi, da kar naenkrat ne veš, kje si, ali pa izgubiš stik s tistim, s katerim si prišel, naprimer v galerijo. Takrat se lahko prestrašimo, se počutimo slabo in sploh ne vemo, kaj storiti. Če se ti zgodi tisto, kar se je zgodilo naši Roni, pa kar brez panike. Obrni se na odraslega, še najbolje je, če je to kakšna mamica z otrokom in ji zaupaj svoje težave. Obrneš pa se lahko tudi na nekoga, ki je zaposlen v stavbi, v kateri si se izgubil. Če pa imaš kakšnokoli drugo težavo ali strah, se pa vedno znova lahko obrneš tudi na tom telefonu. Ja.